Poglejmo, kaj je novega v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, pozna se, da se začenja bogata avtomobilska jesen. Na voljo bo z enim ali pa dvema elektromotorjema, s samoprednim ali štirikolesnim pogonom, z dosegom 340 ali 500 km, oblika pa je družinska. Češke brčice, no tukaj gre kar za kosmate moške brke, te so tokrat osvetlili z LED trakovi, kar lahko nekako povežemo z imenom. Enya namreč, tako kot v primeru legendarne irske glasbenice, pomeni vir življenja. Čehi so preprosto pač dodali njenemu imenu še tisti Q, ki nekako označuje vse Škodine SUV-je. Uradne slovenske cene še niso povedali, ampak internet pravi, da v Nemčiji bo stal najmanj 35 000 evrov. Prvi primerki naj bi v Slovenijo prispeli spomladi leta 2021, če seveda ne bo tako kot pri ID.3 povpraševanje bistveno večje od ponudbe. In ko smo že pri ID.3, preizkusil ga je tudi Elon Musk, takrat, ko se je srečal s predsednikom koncerna Volkswagen Herbertom Diessom, na nemških tleh seveda. Diess mu je pokazal tudi ID.4, se pravi tisti električni SUV, ki ga bo Volkswagen pokazal šele konec meseca v tisti serijski verziji. No in prav zaradi ID.3 je Elon Musk že obljubil tudi Model 3 z odrezano redko, namreč takšni avtomobili so veliko bolj priljubljeni v Evropi kot pa limuzine. Teslo z odrezano redko bodo izdelovali v Teslini nemški gigatovarni. Gre za tisto tovarno, za katero so posekali kar velik del starega nemškega gozda. Muskovi privrženci pravijo, da so to škodo naredili v imenu ekologije. Ampak kakorkoli, govori se tudi že o gigatovarni v Veliki Britaniji. Če je Enyaq pomemben zato, ker demokratizira družinsko elektromobilnost, no pa je Mercedes-Benz razred S tehnično revolucionaren. Je bistveno bolj digitalen kot predhodnik, ima tudi veliko novih funkcij, a širše gledano je še bolj pomembno, ker bo kot priključni hibrid ponudil kar 100 km električnega dosega. To res pomeni, da se po mestih lahko vozil čisto, tiho, po nemških avtocestah pa si bo lahko privoščil voznik tudi tistih 250 km/h. Po zgledu Audija A8 bo tudi razred S imel štirikolesno krmiljenje, zaradi česar bo njegov obračalni krog za tako veliko limuzino zelo ozek, manjši kot recimo pri razredu A. In obljubljajo nam avtonomno vožnjo stopnje 3, torej vožnjo brez držanja volanskega obroča. Recimo v prometnih zastojih in pa na tistih redkih ustreznih odsekih avtoceste. Seveda bo tu veliko čejev, pravnih in pa infrastrukturnih, ampak če drugega ne, so nam to funkcijo obljubljali že pred leti. Zdaj pa tudi pravijo, da stopnja 3 ne bo na voljo ob prihodu razreda S na trge. Se bo pa avto zmogel tudi sam odpeljati do prostega parkirnega prostora, serijski avto, sam, brez vas v avtu. Ampak preden se navdušimo, počakajmo na praktični preizkus. Tisto, kar pa je realno že ta hip, je prenovljeni razred E. Robert Lešnik si je zanj zamislil več različnih mask. No, tukaj kliknite in si ga poglejte. Prenovili se tudi bahava Peugeota 3008 in pa 5008. Po novem bosta še bolj pompozna, samo poglejte njuni maski, kar nekako ameriški sta. In po novem bosta na voljo tudi priključno hibridni verziji, tehnično sorodni, že preizkušeni Oplovemu Grandlandu, pa tudi Citroenovu C5 Aircrossu, ki prav te dni pelje na slovenske ceste. Pa še ta iz Francije. Potrdili so, da bodo prihodnji Fiatovi modeli vsi slonili na PSI-jevih platformah. Nastopaški videz pa je značilnost tudi novega prenovljenega Audija Q2. Kot bi želeli poudariti, da je konec malih SUV-jev, da se kupci zanimajo samo še za karakterno športnejše CUV-je. No, legendarni Toyota Land Cruiser nima športnih ambicij, ostaja udoben terenski družinski potovalnik, ampak poleg dodatnih 17 kW moči in pa 50 Nm navora, zdaj ponuja tudi črno šminko. Za razliko od omenjenih SUV-jev, ki se trudijo biti čim bolj upadljivi, pa je Rolls-Royce svojega Ghosta prenovil po načelih oblikovalske smeri post-opulent. Ta zavrača površinsko razkazovanje razkošja. Tako novi Ghost res ni okrašen s kakšnimi baročno kičastimi okraski. Odvzeli so mu ves oblikovalski balast. Če prav razumemo to sporočilo, pri Rolls-Royceu pravijo, da kdor je zares bogat, naj uživa v svojem razkošju in naj se ne dokazuje.
Ko smo že pri bogataši, Božiček, Dedek Mraz, Miklavži imajo očitno premalo ponudbe za tiste bolj zahtevne otroke. No pa jim je Aston Martin sestavil nekaj primernega. Legendarnega DB5 je pomanjšal na 67% naravne velikosti. Ampak primeren bo samo za tiste bogataše z velikimi parcelami in dolgimi dovozi, kajti ta kabrio za otroke dosega hitrost kar 50 km/h. Na cesta pa seveda ne sme. Na voljo bo samo 1959, cena pa je kar 40 000 evrov, brez davkov. Aston Martinov tekmec iz Maranela pa ukinja model GTC 4 Lusso. Ugotavljajo namreč, da se petičneži raje odločajo za drugačne sorte potovalnike, no srečo bodo poskusili s križencem. Britanski avtokar ima zelo verno idejo, kako naj bi bil videti, menda naj bi bila ta skica zelo blizu resnice. No, ideja pa se zdi podobna tisti iz Nizozemske. Ampak potem se je Spyker znašel tik pred bankrotom in že je kazalo, da iz tega avta ne bo več nič, pa so dobili novega investitorja. Nizozemski propeler se bo očitno še vrtel. Mimogrede, Avtoblok je našel sliko najgršega Ferrarija vseh časov. Mi se strinjamo. Podobno grd pa se nam zdi tudi Fordov dirkalnik za virtualne dirke. Ampak mi, ki se vedno vozimo po realnih cestah, tega virtualnega okusa nekako ne dojamamo. Razumemo kot kič. Spet so tu letalske novice, kar dve imamo danes. Najprej tu privatno-zasebno letalo, ki naj bi takšno privatno-zasebno letenje demokratiziralo, kot pravijo. Pravijo, da celo do take mere, da bodo lahko konkurirali cenam rednih linij. Kje je ideja? Celera 500L je svojo obliko izstrelka izjemno aerodinamično letalo, predvsem pa porabi 8-krat manj letalskega goriva, kar ga dela bistveno kar 6-krat cenejše. Ura letenja naj bi stala manj kot 300 evrov. Drugo letalo je Pipistrelov hibridni, tovorni brezpilotnik. 8-motorni, 8-propelerski dron, ki pa ima še en klasičen kerozinski motor. Tovori lahko do največ 460 kg, namenjen pa ne bi bil za razdalje do 300 km. V teoriji pa bi lahko brez tovora odletel 2500 km daleč. In ko smo ravno pri prevozu tovora, Mercedes-Benz je sklenil posel z Amazonom. Ta bo za svoje dostave kmalu začel uporabljati floto 1800 električnih sprinterjev. Ampak bodimo realni, to je le kaplja v morje, to je le prehodna faza. Amazon se je namreč že zagotovil svojo električno prihodnost, tako da je vložil v startup Rivian. Tam bo zagotovil kar 100 000 električnih dostavnikov. Ob tolikih primerah pa je kar nekako izzvenel evropski zakon, ki ne bi preprečeval možnost novega Dieselgata. Evropski komisiji bo ta novi zakon omogočil izvajanje naključnih meritev emisij. V primeru kršitev in pa goljufij bodo v Bruslju dejansko imeli pooblastila, da avtomobilske proizvajalce kaznujejo v višini 30 000 evrov na prodani avto. Ukrep je seveda zaušnica, ampak ne pa tudi popolna nezaupnica lokalnim nacionalnim ustanovam, no te bodo še naprej izvajale homologacije. Bodo pa vsaj njihovi rezultati po novem bolj preverjeni. Najprej vdihnil novo življenje Seatu, zdaj pa je novi predsednik Renaulta in znan je že prvi ukrep. Družbo Renault bodo po novem sestavljale 4 znamke. Ob Daci in pa Renaultu bodo poudarek namenili tudi znamki Alpine. Ta ne bo imela v svoji ponudbi samo ene reinkarnacije legendarnega kupeja, ampak bo postala nekako prestižna Renaultova znamka, nekako v stilu Seatove Cupre. In tako kot je Luca de Meo znamko Seat postavil na zemljevid mobilnostnih storitev, bo svojo lastno znamko med e-skiroji in podobnimi prevoznimi sredstvi zdaj kmalu dobil tudi Renault. Pa tudi tokrat ni šlo brez študij. Nizozemci so izračunali, da lahko delo od doma prihrani kar 1,7 milijarde evrov v obliki prihranka 78 milijonov ur. A bistvene koristi bi imele predpono eko, kajti delo od doma bi prihranilo 3 milijarde prevoženih kilometrov, kar pomeni, da bi Nizozemci lahko ozračje prikrajšali za kar 350 000 ton ogljikovega dioksida. Koliko dela od doma je potrebnega za to? No, 1/10 Nizozemcev bi morali doma delati dan in pol. Delo od doma seveda vse bolj prakticiramo tudi mi in tako pripomoremo k boljšemu slovenskemu zraku. Boljši zrak bo seveda tudi po zaslugi odsotnosti jesenskega avtomobilskega salona, na katerem bi si te nove avtomobile ogledali tudi v živo. Na tokrat bomo vse to spremljali prek ekranov in tudi za prihodnji teden so napovedane številne spletne premiere.
Pokažemo vam jih prihodnji teden. Do takrat pa seveda spremljate nas na vseh naših kanalih. Ne spreglejte pa recimo tudi tiste zgodbe o primerjavi hibridnih pogonov, praktični primerjavi z besedami naših gledalcev. Se vidimo.